Vprašanje, ali bi morale biti 50-letna dekleta lahko prodana v zakon, bi si mislili, da bi o tem razpravljali afganistanski mediji, a očitno ne. To je zdaj nekaj, kar predvaja BBC. In povem vam, osrednji mediji so sovražnik. Zato je BC v zadnjih 8 letih izgubil 2,6 milijona gospodinjstev, ki so odpovedala svojo licenco. 2,6 milijona ljudi vidi, da jim BBC, osrednji mediji, samo lažejo, širijo nore stvari, ne branijo pravih vrednot in dejansko škodujejo naši skupnosti. In mislim, samo poglejte ta nedavni panel na BBC kot primer, kako neverjetno problematični so postali mediji. Moramo iti v Združeno kraljestvo, ker smo naleteli na to razpravo, ki jo je BC objavil na vseh svojih družbenih omrežjih, o tem, ali bi bilo treba dovoliti, da se 15-letna dekleta prodajajo v zakon. Predvajamo del te razprave. Preden to predvajamo, dejstvo, da BC sploh razpravlja o tem, ali je otroška poroka v redu ali ne, samo dokazuje, kakšno nesnago vam vsak dan vsiljujejo, če še vedno gledate te neumnosti. Razprava o tem, ali je otroška poroka legitimna ali ne, ste izgubili pamet, izgubili ste razum, izgubili ste popolnoma razum. Kakorkoli, dobrodošli v oddajo Pushback. Tukaj sem, upiramo se nori medijem, še posebej osrednjim. In mislim, da je BBC res eden izmed teh, oni so res na vrhu, veste. Močno nasprotujem porokam mladoletnikov. To vidim kot zakonito posilstvo. Zakaj 18? Zakaj nekoga, ki je star 18 let, imenujemo mladoletnik? Vsak postane odrasel, doseže puberteto pri določeni starosti. Nimamo vsi enake starosti za to. In v tem primeru, zakaj bi ustavila nekoga, ki je star 17 let in 99 dni, da se poroči? 17 dni in 17 in 99 dni, ker tako točno to deluje, mimogrede. Leto ima 100 dni. Si vedela? Si vedela? Mislim, in to je približno raven intelektualne razprave, ki poteka tukaj. Oprosti, ko dekle doseže puberteto, takrat je odrasla. Se hekamo? Je to šala? Bi morala biti to starost, pri kateri prenehajo hoditi v šolo? Da so nehali pridobivati izobrazbo, ker veste, zdaj so odrasli, ste vsi izgubili pamet in BBC to dejansko predvaja. Mislim, Pravzaprav sploh ne vem več, kaj naj rečem. Še huje je, kot sem mislila. To nima nobenega smisla. Ali kdaj slišimo, da se mladoletni fantje poročajo z ženskami? Gre res samo za mladoletna dekleta? Res je. Majne deklice. Otroci, dekleta, ki so še otroci. Mislim, si lahko predstavljate, da bi govorili o 13-letnem fantu, ki bi ga poročili s 25-letno žensko. Živjo, stara sem 25 let, rada bi se poročila s tem 13-letnim fantom. Ja, že je v puberteti, kaj je narobe s tem? S tem ni nič narobe, vse je v redu, je že v puberteti. Prav vsak, ki bi to videl, bi si mislil, kakšna čudakinja, kaj je narobe s to žensko, zakaj zlorablja tega dečka. Kaj za vraga, o tem ne razmišljamo z vidika fantov, ampak če bi govorili 13-letnim fantom, naj se poročijo, bi vsak vedel, da je s tem nekaj resno narobe. Zakaj smo to spregledali pri 30-letnih ali 15-letnih dekletih? Samo zato, ker smo to tako zelo normalizirali kot temo za pogovor, da BBC misli, da bi morali o tem razpravljati in gostiti debato. Dekleta, ki prihajajo s podeželja, se poročijo samo zato, ker jim je obljubljeno boljše življenje v mestu. Pravimo, da ima otrok pri 15 letih svobodo, da nosi, kar želi. Če je dovolj odrasla, da se odloči, kaj želi nositi, kje želi študirati, kaj želi študirati, zakaj potem ne bi mogla odločati tudi o svojem osebnem življenju? Pri 14 letih ne moreš odločati, kje želiš študirati. Pogovoriš se s starši in morda izbereš eno od srednjih šol, na katero te pošljejo. Ampak moraš iti v srednjo šolo. In ne moreš izbirati, kaj boš nosila. Mislim, moja hči, ki je stara 2 leti, lahko odloča, kaj želi obleči. Ker sem jaz izbrala in kupila njena oblačila. Ona si jih ne kupuje sama, pa vendar lahko izbira.
Tako to deluje. Ljudje lahko sprejemajo odločitve o naključnih, neumnih, nepomembnih stvareh, kot so oblačila, ki jih nosijo na sebi. To ni isto, kot biti oddana v zakon ob puberteti. Ste vsi nori. Resno gledam to in me sploh ne preseneča, da so vedno ženske z naglavnimi pokrivali tiste, ki so preprosto nore. In potem so tu ženske, ki imajo bolj islamistična imena, seveda, a imajo nepokrite lase, ki imajo nekaj razuma in zdrave pameti. Mislim, seveda, ona zagovarja otroške poroke. V redu, Angela, v tem je veliko za razčleniti. Zanimiva odločitev. Imam mešane občutke glede tega, ali bi BBC sploh moral imeti to razpravo. A po premisleku lahko dejansko vidiš, da so v občinstvu ljudje, nekatere ženske s hidžabi, ki prikimavajo in razmišljajo o tem. Morda je v Združenem kraljestvu ta pogovor, ki je dejansko potreben. In morda je to nekaj, s čimer bi se morali spopasti. Zadnji argument ni naletel na veliko nasprotovanja. Če lahko ženska izbere, kaj bo nosila, potem imate 13, 14, 15-letno dekle. Če ima dovolj razuma in samozavedanja, da si izbere oblačila, jo lahko poročijo z nekom. Samo opomnik, da islamistična dekleta nimajo možnosti izbirati, kaj bodo nosila. Morajo nositi popolno prekrivajočo obleko kot vrečo za smeti. To ni izbira. Ni nobene izbire glede tega, kaj bodo nosile. In če sledimo argumentu, da so mlada dekleta dovolj stara, da izberejo, kaj bodo nosila, potem bi morda morali prav temu nasprotovati. Veš, če boš nekoga prisilil, da nosi vrečo za smeti, ker je tako mlad in mora poslušati vse, kar mu rečeš, morda še ni dovolj star, da bi lahko odločal o poroki. Ampak seveda, o tem ne odločajo sami. Odločajo drugi namesto njih. Njihova oblačila izbirajo drugi namesto njih in tudi o njihovi poroki odločajo drugi. Starejši moški. Ali to ni preprosto pedofilija? Ali ne razpravljamo o prednostih dovoljene pedofilije? Začela sem za svojim stališčem o tej stvari. V redu, to je le še en primer svobode govora, ampak začetek svoje kariere sem preživela, torej zgodnja leta kot novinarka v Londonu in veliko let sem porabila za poročanje o zgodbah. Poslali so me v Afriko, da sem raziskovala pohabljanje spolovil, dogovorjene poroke, izkoriščanje otrok. Bila sem za World Vision v Keniji, kjer so te zgodbe res popolnoma srce parajoče. In desetletja smo jih razkrivali, da bi otrokom lahko vrnili otroštvo. In imamo nacionalno televizijo, financirano televizijo v Združenem kraljestvu, ki daje prostor tej spornim vsebinam. Oprostite, obstaja starost privolitve, ker moramo otroke zaščititi. V Združenem kraljestvu razpravljajo o uvedbi omejitve družbenih omrežij za mlajše od 16 let, kot jo imamo mi. Kako je mogoče, da ne smeš uporabljati družbenih omrežij, lahko pa te pri 13 letih prodajo tvojemu 73-letnemu stricu? To je grozljiv pogovor, ker ga, s tem, ko je na BBC-ju, naredijo za nekaj običajnega in ga legitimirajo. Mislim, če se zdaj sprašujete, zakaj je 2,6 milijona gospodinjstev opustilo svojo BBC licenco, mislim, da vam je to kar jasen odgovor. In še naprej silijo z nezaslišanimi, norimi stvarmi. Zaradi tega tisoči ljudi odpovedujejo svoje naročnine. Iz Anglije. Poglejte tega BBC-jevca, ki nadleguje, če smem dodati, temnopolto žensko, ker ni plačala BBC licence. Torej niste plačali svoje TV licence? Ampak jaz ne potrebujem TV licence. Ja, jo potrebujete, imate televizijo. No, ja, imam televizijo, ampak ne gledam v živo ali kaj takega. Ni pomembno, imate BBC na svoji televiziji. No. Ja, ampak tega ne gledam. Gledam Netflix, gledam YouTube, Amazon. Še vedno morate plačati TV prispevek in me morate spustiti noter, da vam pokažem. Ne morem. Ne bom vas spustila v svojo hišo samo zato, da bi to videli. Ni mi treba plačati. Vse, kar gledam, je Netflix, YouTube in Amazon. Vidite, kako blodnjavi so ti ljudje? Razumete, kako blodnjavi so? Ta moški dejansko misli, da bo šel k nekomu domov in rekel, da moraš plačati naročnino, svojo licenco. Tako obupani so. In mislijo, da bodo ljudje rekli, ja, seveda moramo plačati svojo licenco, medtem ko oni širijo vprašanje, ali je pedofilija v redu. Ali bi morali voditi to razpravo? Oprostite. Osrednji mediji bi morali izgubiti vse naročnine. Nihče pri zdravi pameti ne bi smel misliti, da je v redu, da vlada financira medijske glasove, ki so očitno ne le propagandni, ampak povzročajo hudo škodo kulturi in družbi.
In potem se odločijo, da lahko pridejo do ljudi domov in rečejo, zakaj plačujete za nas? Zakaj plačujete za nas? Buhu BBC, potrudite se bolj ali pa sploh ne poskušajte. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.